Profesor Lenarčič, kot inženirja, znanstvenika, raziskovalca in seveda tudi kot direktorja naše največje raziskovalno-znanstvene ustanove vas sprašujem, kako v bistvu opredeliti robota? Kdaj stroj v gospodarstvu, pri nas recimo tudi doma, lahko postane robot? Namreč, mnogi strokovnjaki zelo hitro rastoče tehnologije robotike menijo, da postaja tudi definicija robota vse bolj zapletena. Vi pa ste tudi profesor na univerzi in pisec kar nekaj strokovnih del z tega področja. Nam lahko morda lažje pojasnite, kaj je to v bistvu robot? Ja, te definicije se vlečejo zdaj že 30-40 let, ki jih Združenje International Federation of Robotics vsako leto nekoliko popravlja in tudi vstopajo v standarde. Mislim, da imajo posamezne države tudi standarde, kot na primer Nemčija, kjer je definicija, kaj je to robot, predvsem kaj je to industrijski robot, z dodatkom, da obstaja še tako imenovani servisni roboti, to so roboti, ki ne delajo v industriji, ampak zunaj. Ampak v principu gre samo za to. To je neke vrste avtomat, ne samodejna naprava, ki lahko samodejno izvaja neko delo. Pri čemer pa ni navaden avtomat, ampak avtomat, ki ima v nekem delu podobo človeka, ali naj gre za umetno roko, naj gre za celotno telo ali kaj takega. In če ima to morfologijo človeka, potem temu rečemo kar robot. Zdaj, vse ostale definicije so take inženirske in jih dejansko lahko dopolnjujemo vsako leto, ker se spreminjajo stvari in nimajo toliko pomena. Dejstvo je, da gre za en tak avtomat z določeno morfologijo. Zanimivo pa je, da si je besedo robot izmislil češki pisatelj Karl Čapek pred skoraj 100 leti, ne? In pri tem je mislil na stroj, podoben človeku, ki dela določena opravila, ne? Ko so kasneje seveda to stvar vzeli inženirji v roke, je robot dobival seveda vedno več funkcij. Menda pa se je prvi robot pojavil leta 1961 v tovarni General Motorsa. Nek modulator je bil menda, ki je zadostil kriterijem robota, kot si ga v bistvu danes predstavljamo. Kakšni pa so bili razlogi, da se je potem to področje vztrajno in seveda vse bolj hitro razvijalo? Ja, torej govorimo o manipulatorju. To so bili prvi Unimate manipulatorji dejansko v Ameriki. Takrat so rekli, da je to robot, ne. Lahko bi rekli, da je bil robot 5 let prej ali 5 let kasneje, to ni točno definirano, ampak Američani so se vzeli v roke, da so oni vpeljali robote. In dejansko v General Motorsu so začeli uporabljati te stroje, ki so imeli neko podobo recimo človeške roke, ampak zelo nenavadno, namreč veliko je bilo translacij in človeške roke ni translacije, ne, so samo rotacije. No, ampak to smo vsi nekako prevzeli kot da gre za prve robote. Potem so pa ti roboti začeli množično vstopati pravzaprav v industrijo na Japonskem in to v 70. letih. Predvsem v avtomobilski industriji in to predvsem na področju točkovnega varjenja. Kasneje pa tudi to, kar rečejo po angleško spray painting, to pomeni barvanje, lakiranje. Zakaj? Zaradi tega, ker je to izredno težka tehnologija za človeka, namreč potrebno je prenašati izredno težko varilno pištolo, tudi več 100 kil, ki seveda visi na nekih žicah, ampak vseeno je to težko premikati in težko je doseči neko hitrost, ki je za industrijo zanimiva. Zato so začeli uporabljati te robote, ki lahko pač nosijo več 100 kil in točkovno varijo z lahkoto in zelo natančno in tako naprej, ne. Zato so se roboti predvsem na tem področju pojavljali v 70. letih. Kasneje pa seveda tudi na področju lakiranja, ker je pa okolje nevarno človeku. Monotono delo, ne. Vsak predmet milijardokrat na dan moraš pošpricati in seveda to človek ne zdrži in zato je na teh dveh delovnih mestih so se roboti najhitreje pojavljali. Predvsem na Japonskem, sledila je seveda tudi Amerika oziroma Združene države Amerike. Zanimivo je pa, da se je z industrijskim razvojem v 90. letih Evropa tudi v robotiki postavila na noge in da je zdaj pravzaprav Evropa vodilna država na področju robotike, ne. Mislim, skupina držav, ne država. No, po nekaterih podatkih jih je danes že 6 milijonov aktivnih robotov v industriji.
Katera panoga pa se vam zdi, da prednjači pri tem? Še vedno je avtomobilska industrija. Daleč prednjači avtomobilska industrija, prihajajo pa seveda tudi druge industrije, od skladiščenja do asembliranja, kjer je potrebno kaj zlagati. Seveda zelo pomembna je elektronska industrija, kjer so roboti pomembni pri zlaganju vezij, oziroma elementov na vezja. V zadnjih letih se pojavljajo tako imenovani paralelni roboti, ki so sicer prišli na svet istočasno z serijskimi roboti, temi standardnimi roboti. Paralelni roboti so bolj kompleksne mehanske zgradbe in niso zelo podobni človeku, ampak jim še zmeraj rečemo roboti. Imajo pa neke zelo zanimive lastnosti, izredne hitrosti in izredno nosilnost glede na serijske robote, zato se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo. In to predvsem v elektronski industriji, ker je potrebno nekaj zelo na hitro narediti. Zanimivo je, da imajo pospeška, vsaj v laboratoriju, tja do 50G, do 50 gravitacijskih pospeškov, kar se zdi nedojemljivo. In zanimivo je, ko vidiš takega robota, pravzaprav nič ne vidiš, ker tako hitro dela, da ne vidiš, vidiš samo en oblaček. Zlaga pa izredno natančno, tam do stotinke milimetra natančno. Nima pa to s podobo človeka prav nobene veze. Podatki kažejo, da je rast robotske industrije bila v zadnjih 8 letih kar 9-odstotna. Z novimi tehnologijami pa naj bi se ta stopnja povečala kar na 12%. Se je recimo to rast že vključila Evropa, ki pravite, da je recimo danes zelo napredovala v tej robotiki? Ja, Evropa je, potrebno je seveda vedeti, da je bila rast zelo velika, približno takšna tam v 90-ih letih, vse do gospodarske krize. V gospodarski krizi je ta rast upadla oziroma je celo ni bilo. Trenutno je pa spet tako kot raste industrija, tudi robotika narašča, z nekaj procentov več kot narašča industrija, tako da se robotika zopet pojavlja v gospodarstvu na vseh področjih, v vseh tovarnah. Tudi v Sloveniji, na primer, so roboti zelo popularni, stroji v gospodarstvu. Jaz mislim, da se bo to nadaljevalo, ker delovnih mest, na katere lahko vključimo robote, je vse več, tudi zaradi, ker robota ne moreš vključiti namreč na delovno mesto, kjer ni nič avtomatizirano, kjer ni nič informatizirano. V neko tovarno, če pripelješ robota in želiš, da boš z njim naredil neko aplikacijo, je praktično nemogoče, oziroma te bo stalo milijone in milijone evrov. Če pa prideš v tovarno, ki je že informatizirana, ki ima avtomatizacijo splošno vpeljano, tam pa je zelo primerno vključevati robote, zelo malo stane tudi. Zato se splošnim razvojem proizvodnje povečuje potreba po uporabi robotov in danes je to praktično vsaka resna tovarna potrebuje vse več in več robotov. Kot ste rekli, je ta razvoj zelo hiter, pa vendar tudi vedno bolj sofisticiran. Zanimivo je, da se skuša robotika tudi povezati in pa učiti od narave. V evropskem projektu, ki sem ta kratica, Assisi, skušajo raziskovalci razvijati take robote, ki se bodo učili jezika živali, natančneje čebel. Pojasnjujejo, da zaradi tega, ker imajo čebele razdeljene vloge, v katerih so avtonomne, nimajo nekih šefov, matica ni šef. In mehanizme takega obnašanja skušajo raziskovalci vnesti v tehnične sisteme. Roboti naj bi se naučili jezika živali. Kolikor beremo, pa imajo današnji roboti predvsem centralizirane sisteme, ki se upravljajo. Kako je zdaj s tem? No, to je zelo različno. Zdaj nekatere tovarne vključujejo robote, ki delujejo povsem avtonomno, nimajo povezav s svojim okoljem. Gre pač za navadne robotske celice, tako kot kakršenkoli drugi stroj. Z razvojem, predvsem informacijskih tehnologij, seveda postaja to, kar rečejo Internet of Things, internet stvari, postajajo roboti oziroma robote vse bolj povezujejo v širše sisteme in so vse bolj pod kontrolo, neko centralno kontrolo neke proizvodnje v tovarni. Zdaj, to, kar ste omenili, seveda obstaja ena veja robotike, ki že dolga leta, ki nekako, bi rekel, paralelno poteka, gre pa za
oponašanje naravnih zakonitosti z mehanskim sistemom. Ne. Eno je to, kar rečemo po angleško bio-inspired, ne. Torej roboti, ki jih navdihuje narava, ne. To so razni žuželke, tudi mravlje, ne, in podobno. Drugo je pa humanoidna robotika, ker si želimo narediti robota, ki bi bil podoben človeku. Zdaj, ta stvar izgleda zelo eksotična in nima neke praktične uporabe, tako na videz, v resnici pa jo ima, zaradi tega, ker je ena od težav pri uporabi industrijskih robotov, je, kako te robote naučiti v kratkem času nekega opravila. Če je robot bolj podoben človeku, se mu to lažje sporoči, ne, ker mu lahko to preprosto pokažeš, on to s pomočjo kamere vidi, ugotovi, za kakšen gib gre in potem lahko to ponovi. Če pa ni podoben robotu, če ima čisto neko drugo podobo, ne, potem je seveda tako ponavljanje težje, ne, potrebuje drugačne algoritme in se to ne uporablja, ne. Tako da humanoidna robotika ima tudi določene implikacije v industriji. Drugače so pa to še zmeraj laboratorijske igrače, kjer se pa seveda zelo veliko naučimo, predvsem pa spoznavamo človeka, ne, ali pa živa bitja, ne, druga. Namreč eno je biomehanika, ki je prej se predvsem ukvarjala s človekom zaradi zdravstvenih in drugih težav, ki jih imamo, ne, pri gibanju. Medtem ko robotika je vnesla popolnoma nove aspekte v področje študija človeškega gibanja in obnašanja. Torej govorim tudi seveda o psiholoških in drugih zadevah, ki jih človek seveda ima torej kot implicirane v sebi, ne. In s proučevanjem z vidika robotike smo prišli do popolnoma novih spoznanj tudi o človeku, delovanju človeka in drugih živih bitij, ne. To je robotika doprinesla zelo veliko na tem področju. Tudi na področju športa, medicine in tako naprej. Ravno zaradi tega. Medicinci pravijo, da je človeško telo preveč komplicirano, da bi ga res prepustili robotu. Ja, deloma je res, deloma ni, ne. Seveda ne smemo biti preveč naivni, da tukaj roboti upravljajo zelo avtonomno, zelo sofisticirane gibe in da zelo razumejo, kaj delajo. Roboti čisto nič ne razumejo, kaj delajo, to so navadni stroji, ne, to so šivalni stroji z računalnikom, nič drugega. Mehansko gledano so roboti še zmeraj na nivoju parnega stroja, praktično parnega stroja, ne. V strojnih elementih se v zadnjih 150 letih ni zgodilo praktično nič, ne, razen harmonic drivi, tako imenovani. Vse ostalo so strojni elementi, ki jih poznamo od nekdaj, ki smo jih pač priključili in vodimo jih z računalnikom in to zdaj izgleda nekaj hudega. V resnici ni nič posebnega, gre za pač sofisticirane stroje, ki lahko pač izvajajo neka dela, ki jih doslej niso mogli, ne. Zdaj, ravno tako na področju medicine, kjer so potrebne zelo natančne operacije, kjer poseg recimo operaterja, milimetrska napaka, ne, lahko povzroča škodo in to je predvsem pri operaciji glave in od nekdaj, odkar se spomnim, praktično 30 let že obstajajo roboti v Lozani, na primer, ne, s katerimi operirajo torej možgane s pomočjo robotov, ravno zaradi te nujno potrebne velike natančnosti. Dokončno tudi na področju ortopedije so že davno delali robote, sicer uporabljali robote na ta način, da je operater vzel košček kosti, recimo pri operaciji podlaknjice je dolžina kosti uljne in radiusa zelo pomemben in če tam narediš manjšo napako, lahko zelo omejiš kasneje gibanje roke in zato so uporabljali robote za brušenje te kosti na zelo natančen kot, tako kot je bilo potrebno in potem vračali nazaj v telo, ne. Zdaj, roboti tukaj, kot rečeno, ne upravljajo kakšne zelo avtonomne funkcije, pač pa pomagajo zdravniku, ne. V zadnjem času je robot Da Vinci, ne, ki ga zelo učinkovito uporabljajo pri operaciji prostate, ki naredi bistveno manjši poseg, pa tudi druge interne operacije skozi, torej endoskopske, ne, lahko bolj učinkovito potekajo z robotom, vendar to niso avtonomni posegi, ampak gre za v bistvu neke vrste
podaljšano roko operaterja oziroma zdravnika ali pa več zdravnikov, pri čemer si pa ta pomaga z vsemi drugimi tehnologijami, ne, z računalniškim vidom, z računalniškimi simulacijami in podobno. Vse to, kar danes je na voljo, pride zraven, ne, tako zdravnik ima bistveno boljši pogled in lahko napove ali olajša potem delovanje človeka, torej po operaciji, ne. Tako da roboti so tukaj samo neko malo boljše orodje. Je pa zanimivo, ne? Pri vas imate na inštitutu takega majhnega robotka, ki ga ob različnih priložnostih lahko vidimo, ne? Mislim, da mu rečete Nao. In menda ta pomaga diagnosticirati avtizem pri predšolskih otrocih, ne? Ti so zelo hitro reagirajo nanj, ker pleše, telovadi in tako naprej. In seveda, če morajo otroci za njim ponavljati, ne, pač ti specialisti lahko diagnosticirajo recimo pojav avtizma pri njem. Ja, torej naj še dodam, da imamo tudi velikega humanoidnega robota v velikosti človeške postave, enega od 3 v Evropi, kar bo omogočilo zelo zanimive raziskave tudi v bodoče na tem področju in daje neko prednost slovenskim raziskovalcem pred ostalimi laboratoriji v Evropi. No, glede tega majhnega robotka, to je komercialni robotek, ki ga ima praktično vsak laboratorij. Stane zelo malo in je pa zelo koristen za kakšno študentsko delo in podobne zadeve. No, kar ste pa omenili, je pa zanimiva reč. Namreč ljudje zelo personificiramo stroje, ne. Če imamo neko škatlico, na katero narišemo oči in usta in potem nekaj govori ali pa se morda celo premika, ni važno kako, mi to vidimo zelo človeško, ne. Zanimivo je, da so že dolga leta nazaj izvajali te raziskave v Angliji, ker so ugotovili, da je pogovor s tako škatlo, ki govori kar nekaj, nima nobenega smisla, ampak otrok nekaj reče, ta škatla nekaj odgovori, potem on spet nekaj reče, ta škatla nekaj drugega odgovori, ampak ta komunikacija je izredno koristna za tega konkretno prizadetega otroka in zelo hitro napreduje. Podobno je, seveda, avtizem je samo en aspekt tega, ampak so seveda cele vrste drugih bolezni, kjer so taki strojčki, a ne, ki so lahko na izredno primitivnem tehnološkem nivoju, imajo lahko izredno ugodne učinke. To velja tudi pri starejših ljudeh, ne, pri demenci in podobno. Ljudje zadostuje neka lutka v podobi človeka, ki se nekako premika, nekaj spušča neke glasove in ti starejši ljudje potem za te neke dojenčke skrbijo zelo resno in jih prenašajo okrog, dajejo spati, dajejo jim tako rekoč jesti, simulirajo to. In to izredno dobro deluje na te starejše ljudi, ne, ker se počutijo koristne. V resnici pa zopet se vračamo nazaj kot inženir, ne, to za nas inženirja ni kakšen poseben izziv, tu ni kakšnega velikega znanja noter, praktično gre za igrače, ne. In podobno je pri teh robotkih, ki sem omenil, ki pomagajo pri avtizmu in podobno, ne, raznih psihičnih boleznih. No, razvoj robotike v povezavi z inteligentnimi sistemi vedno bolj vznemirja tudi glede prihodnjega razvoja in pa vpliva njihovega. Tu sta se nekako oblikovali 2 stališči. Eno napoveduje, da bo tak razvoj povzročal izgubo vse več delovnih mest in čez 30-40 let bomo prišli v družbo brez dela in ki naj bi posledično prišlo do propada neke skupnosti, ne. To je seveda priljubljena tema hollywoodskih filmov. Je pa zanimivo, da takemu stališču po svoje prikimavajo Elon Musk, Stephen Hawking, Bill Gates, če omenim samo te bolj slavne, vidne znanstvenike ali raziskovalce ali kakorkoli, ne. Zato pravijo, bi morali razvoj nekoliko zavreti in robote obdavčiti. Drugo mišljenje pa je seveda povsem nasprotno in pojasnjuje, da tudi v zgodovini noben tehnološki razvoj ni povzročil tako drastičnega upada delovnih mest. Pač pa je ustvaril seveda drugačne poklice. Kako pa vi to pojasnjujete?
Ja, jaz se bolj strinjam s tem drugim pogledom, a ne. Namreč roboti so popolnoma običajni stroji, ki imajo to, kar straši pač ljudi, je to, da imajo bolj človeško podobo, ne, kot neka stiskalnica v tovarni, ne. Ampak tudi stiskalnica ima lahko, sodobna tiskalnica, vse, kar ima robot, in neko inteligenco, ki jo lahko preko računalnika vgradimo, senzorje in tako naprej. Sodobna stiskalnica pač ne bo več poškodovala človeka, ki jo poslužuje, ne. Nekdaj je bilo to običajna poškodba, ne. Skratka, gre za, roboti so bolj torej neko orodje, ki vključuje vse pač sodobne tehnologije, od računalniškega vida, torej senzorjev, neko umetno inteligenco, trenutno na zelo, zelo primitivnem nivoju, ne. In tako naprej, ne. Tako da jaz pač smatram, da so roboti zaradi tega, ravno ker so bolj fleksibilni, bolj versatilni, ne, imajo več možnosti, da se vključujejo v različna delovna mesta proti drugim strojem. Prej sem omenil stiskalnico. Stiskalnica pač lahko samo stiska. Robot pač dela lahko različna delovna mesta, lahko ga iz enega delovnega mesta prestaviš na drugo delovno mesto in tako kot dejansko prevzema delovna mesta človeku, ker jih, a ne. In jaz sem zelo zadovoljen, da jih, zaradi tega, ker največkrat gre za delovna mesta, ki so človeku neprimerna. Prej sem omenil lakiranje v tovarnah, a ne. Lakiranje, jaz si ne bi želel, da bi moji otroci delali v lakirnici, ne. In je prav, da prihajajo tja noter roboti. Je tudi, ta delovna mesta so izredno komplicirana, vendarle včasih za to, da robota naučimo, kako naj ustrezno in kakovostno lakira. Ampak takih delovnih mest je seveda veliko, ampak roboti tudi odpirajo nova delovna mesta, ne. Ne samo, da prevzemajo delovna mesta, tudi odpirajo nova delovna mesta. Je pa seveda vse skupaj zgodovinsko gledano podobno kot traktor, ne. Nekoč so pač ljudje okopavali zemljo z motikami, ne, zdaj pa kasneje je prišel traktor, teh motik, razen vrtičkarji, ne, ni več, a ne, pri proizvodnji hrane. Pri resni proizvodnji, industrijski proizvodnji hrane, torej motik ni več, ne. Podobno se bo zgodilo z roboti. Roboti bodo počasoma prevzemali neka delovna mesta, kjer so trenutno še ljudje, oziroma bodo hkrati kreirali popolnoma nova delovna mesta, o katerih se nam ne sanja sploh še. In to je neka nova dimenzija, to je tisto pozitivno, ne. Ne bomo torej izgubljali delovna mesta, ampak bomo po mojem pridobivali nova delovna mesta, vendar drugačna, ne. Človek se bo znašel tudi v drugih okoljih in potrebno bo seveda imeti drugačno znanje, drugačno tudi, bi rekel, mehanske sposobnosti, a ne. Ampak tako kot vsaka tehnologija v zgodovini človeštva, a ne, je zmeraj prinesla veliko dobrega, pa tudi veliko tveganja, ne. Tveganja na vojaškem področju, tveganja na, recimo, informatizacija je izredno prijetna za nas vse, ampak hkrati veš, da imaš Big Brotherja, kamorkoli pogledaš, a ne. Če hodiš po svetu danes in telefoniraš, oziroma da ne rečem, da fotografiraš, ne, da tvoje fotografije krožijo marsikomu lahko, a ne. Tako da skratka ta strah je seveda pravilen, da je, in treba je biti seveda zelo pazljiv, ne, da se tehnologije, ne samo robotika, uporabljajo v civilne in v korist človeštva, v civilne namene in korist človeštva, ne. Robotika pri tem ni nobena posebnost, če mene vprašate. Ampak inovacije gredo tudi v smer, seveda, da se z novimi zamislimi oblikujejo vedno bolj prilagodljivi in vedno bolj inteligentni roboti, recimo, ne. Pa me zanima, kaj v takem primeru prinašajo te temeljne tehnologije, kot je globoko učenje, nevronske mreže, umetna inteligenca in tako naprej. Bodo roboti že res postali naši, recimo? Ja, saj, najprej moram reči seveda, da ta umetna inteligenca vse v zvezi s tem predvsem obravnava zelo, torej ogromne količine podatkov, ne. Zdaj to najbolj straši trenutno svetovno javnost, ne, je zaradi tega, ker te podatki se zdaj zbirajo, ne. To sem že prej omenil. Te podatki se zbirajo vsakokrat, ko vstopiš v računalnik in posežeš na internet, ne, se ti podatki nekje zbirajo, ne. In zdaj teh podatkov je ogromno, torej neznansko, ne. Si lahko predstavljate, koliko ljudi zdajle dela na internetu in kje se vse to nalaga.
Zdaj, če se samo zbirajo in nimaš metode, kako priti do teh informacij, kako selekcionirati karkoli ven, potem seveda to je popolnoma nenevarno. To gre za neko množično nekih fiktivnih informacij, ki ne pomenijo nič. Če pa znaš z nekimi novimi metodami, ne, te podatke selekcionirati, oblikovati in tako naprej, potem seveda imaš veliko prednost, ne. Recimo velike združbe, ne, kot so recimo kakšen Amazon, ne. Saj veste, enkrat napišeš, ne, kaj hočeš imeti, iščeš neko torbico, ne, na internetu, pa imaš naslednje 2 meseca ti jih kar pošilja, ne. Torej, ta prednost teh podjetij je seveda izredno velika in zato se zelo veliko dela na tem področju, ne, kako z raznimi metodami, ki ste jih omenili, ne, te firme pridejo do prednosti pred ostalimi konkurenti, ne. To je strašljivo, seveda na svoj način. Se pa temu izogneš na tak način, da svoj računalnik nimaš v mreži, pa je, da ti noben nič ne more, ne. Ampak poglejte telefon, ne. Kakšno revolucijo je naredil mobilni telefon, posebej ta zadnja varianta z touchscreenom, ne, ko drsaš na. Jaz sem bil pred nekaj meseci na enem letališču mislim, da je bil Šangaj, ne, na Kitajskem. In nas je 200 ljudi čakalo, torej, da nam bodo odprli vrata, da gremo na letalo. Od 200 ljudi jaz edini nisem drsal po telefonu. Jaz sem prav vstal pa pogledal okrog, čisto vsi so drsali po telefonu, ne. Zdaj, eno je, kaj delajo, drugo je pa seveda čisto biomehansko gledano, ne. Ti ljudje so vsi skrčeni bolniki, ne samo torej psihični bolniki, ampak so dejansko tudi fizični bolniki, ne. To bodo pač čez leta, da ne govorim, da bomo imeli v okolici zelo veliko dela s temi ljudmi, ne. Zdaj, tukaj cela vrsta, ne, tehnologija prinaša pač to možnost, da s telefonom tisti trenutek pogledaš, kaj se dogaja v Kataloniji, ne. In istočasno so še negativni učinki tega. Torej, istočasno nekdo, ki je proti Kataloncem, zve, da se ti zanimaš za Katalonce, ne, recimo, če govorim tako malo psevdopolitično, ne. Skratka, vsaka tehnologija, in zopet se vračam zdaj na robote. Roboti tukaj niso nobena posebnost. Torej, roboti so samo, kot sem rekel, nek stroj, ki ima še neke dodatne biomehanske lastnosti, ki spominjajo na človeka, ampak samo spominjajo. Ker roboti so še zmeraj zgrajeni iz kosov železa in motorjev na nivoju Nikole Tesle, ne. Tu ni popolnoma nič več od tega. Nimamo nobenih mišic, nimamo nobene fleksibilnosti, nobene adaptabilnosti, nič, kar ima neko človeško telo ali pa nek biomehanizem, živi organizem, ne. Tako da roboti še zelo, zelo, zelo zaostajajo. Seveda, če pa gledamo zelo daleč v prihodnost, ne, jasno, lahko ustvarjamo velike zgodbe. To sem jaz tudi malo v hecu, malo pa tudi zares rekel, ne, da roboti bodo vsak čas začeli proizvajati nove robote, ne. Kar bo zanimivo, niti ne bo to, da bomo mi z roboti vse lažje in lažje komunicirali, ne. Seveda na zelo navidezen način, ne. Oni še zmeraj ne bodo imeli svoje zavesti in vsega tega. Ampak zanimivo je, ne, da bodo lahko roboti tudi med sabo komunicirali, ne. Da bo nastala neka civilizacija robot, ne, in da bo seveda to omogočilo, da bodo roboti gradili nove robote, ne. In potem sem se hecal, ne, da bodo roboti potem ugotavljali, zakaj bi pa mi delali samo robote, zakaj ne delamo tudi rože, zakaj ne delamo tudi konje, zakaj ne delamo tudi drevesa, ne. In če bodo bolj napredni od živih organizmov, bodo na koncu vsi živi organizmi navidezno živi, ne, ampak bodo robotski mehanizmi, ne, in bodo prevzeli oblast na Zemlji, ne. Ampak to so take zgodbe za film, ne. V resnici imamo mišivalne stroje, ki imajo samo podobo človeka, to so igračke v resnici z tega vidika, ne. No, saj tu se odpira vprašanje te tako imenovane socialne robotike, ne. No, in če nekoliko karikiramo, ne, morda bomo potem v prihodnje kdaj bolj odvisni od nekega tega digitalnega asistenta, kot pa od otrok, od partnerja, od prijateljev in tako naprej. A se vam zdi, da to navdušenje nad robotizacijo lahko dojemamo tudi kot rušilni etos nekega obdobja? Ja, prav gotovo lahko, seveda, ne, ampak ravno še slabše s telefonom, ne. Pa z vsemi Facebooki in podobnimi, ne. Saj vidite, da danes 5
otroka, ne, če date v neko sobo, oni ne govorijo med seboj, oni govorijo med seboj preko Facebooka, ne, ali ne vem česa. Tako da tukaj se pojavlja neka družbena vprašanja, ki jih bi bilo potrebno zelo temeljito raziskovati. Tu nismo inženirji tisti, ki bi zdaj zaradi tega morali nekaj delati. Ne. Nasprotno, nek predsednik nekega japonskega inštituta, ki je ravno postavljen bil za to, da prenaša znanstvene raziskovalne rezultate v prakso, je rekel, da se škodljive tehnologije, torej, ki imajo nek škodljiv vpliv na okolje, lahko preskoči samo na ta način, da se razvije nove tehnologije. Tako da ta razvoj tehnologij sam sebe poganja in se bo razvijal še naprej. Morda bo kdaj celo prišlo do nekega kolapsa, se narava deluje na ta način, ko je nečesa preveč, potem sama sebe malček korigira, pa pobriše. Tako da mene ni strah, vendar je pa treba seveda biti previden, zlasti na področju vojaških tehnologij in podobno. Ampak to je zdaj že vse prelito, saj ne veste, kaj sodi, kaj sodi kam drugam. Tako da tukaj seveda nas čaka zelo zanimiva prihodnost. Vsekakor pa roboti nam ne bodo prihodnost, vsaj naši generaciji, otežili, ampak olajšali. Mislite, da bo recimo nekoč seveda v prihodnosti robotizacija povzročila, da bo recimo postala situacija taka blaginja vseh nas? Ja, jaz sem že v svojih mladih letih, ko sem začel z robotiko ukvarjati tam v začetku 80-ih let, napovedal, da bo tovarna prihodnosti podobno kot Tivolski park. Da bodo po tovarni hodili roboti in ljudje in da bodo med seboj komunicirali, se pogovarjali in eden drugemu razlagali, kako je najboljše neki izdelek narediti. A je najboljše, da ga primeš z levo roko, pa da ga obrneš na nek način in tako naprej. Svetka, da gre za neko simbiozo človek-stroj. Kasneje z mano se niso strinjali ljudje, ampak so govorili o črnih tovarnah brez luči, kjer bodo roboti pač v neki črni škatli nekaj naredili in noben ne bo vedel, kaj se noter dogaja. Ampak dejansko pa je takrat prihodnost, danes sedanjost, kaže na to, da sem imel prav, da se ta simbioza človek-stroj izboljšuje, oziroma da gre v pozitivno smer in da bo verjetno naša prihodnost tako v tovarnah, kot sicer v življenju, dejansko simbioza človek-stroj. In to se dejansko dogaja, ker če mene vprašate, kaj je največja revolucija na področju robotike v zadnjih letih, pravzaprav nič drugega razen to, da podiramo ograje. Mi smo do zdaj imeli robote zmeri za ograjo v tovarnah, teh milijonih robotov, ki ste jih omenili, to so vse roboti za ograjo. Zdaj, zaradi boljših tehnologij, boljših senzorjev, možnosti, da se preprečujejo eventualne napake in trke in podobno, roboti prehajajo tudi v področja zunanje industrije, tudi prej je bila omenjena medicina. Robot se dotika človeka, lahko. In to je največja revolucija, ampak ta revolucija ni samo tehnološka, ta revolucija je predvsem družboslovna. Mi se moramo začeti zdaj spraševati, kaj se zgodi, če bo nek robot poškodoval človeka, ne po volje, zaradi napake, ali pa če bo nek človek poškodoval robota, tudi to. Kdo bo za to odgovoren, na primer? Podobno vprašanje se odpira pri teh avtomatskih vozilih, ki samostojno vozijo po cesti. Kaj se zgodi, če pride do nesreče? Kdo je zdaj kriv? To so že pravna vprašanja, niti ne samo družboslovna. Kdo je kriv? Je tisti, ki je naredil robota, tisti, ki ga je kupil, ali tisti, ki ga je prodal? Skratka, zdaj postaja taka popolnoma nova družboslovna vprašanja, na katere bo treba seveda odgovarjati. Moj občutek je, da tlele malo družboslovci zaostajajo, da smo tehniki inženirji, da smo pač dali neka orodja v svet in zdaj nas je predvsem strah, zaradi tega, ker določene stvari kot družba nismo uredili. Nekaj sem jih zdaj omenil, morda celo banalnih, ampak vse vemo, o čem govorimo. Ja, seveda, družboslovje, humanistika nekako zaostaja za tem hitrim tehnološkim razvojem. Ko sva prej midva govorila o vprašanju izgube dela in strahu zaradi robotizacije,
Se pa je v Evropskem parlamentu odprla razprava in pripravlja se menda tudi zakon o nujnosti obdavčanja robotov zaradi izgube socialne varnosti ljudi. Kako vi to komentirate? No, meni se zdi to neumno, ne? Zakaj potem ne obdavčimo vsak drugi stroj? Ne? Zakaj ne obdavčimo stiskalnic? Zakaj ne obdavčimo CNC strojev? Zakaj ne obdavčimo karkoli? Ne? Zakaj ravno robota? Ne? Robot je navadno orodje, ki je samo podobno človeku v določeni meri. To, kar imamo danes v industriji, so neke mehanske roke, ampak s človeško roko je to zelo malo podobnega. Mi temu rečemo manipulator, ampak to ni nič resnega, kar bi res zamenjalo človeka. Ne. Vsak stroj zamenja človeka. Ne. Zdaj, obdavčimo vsako kladivo, ki ga uporablja nek mizar. Ne. Mislim, jaz sem proti temu. To se meni zdi, da očitno so se s temi rečmi začeli ukvarjati ljudje, ki o teh stvarih prav nič ne vedo. Ne. Ja, se celo razmišljajo o tem, oziroma zahtevajo od Evropske komisije, da bi ustanovila agencijo za robotiko, ki bi določala te tehnične, etične in pa regulatorne smernice. Morda tukaj bi bilo kaj solija, ne, da bi se malo bolj pogovarjali o robotizaciji, ampak to ni samo robotizacija, tukaj je informatizacija na splošno, ali pa to, kar se danes govori, digitalizacija, čeprav že sam izraz digitalizacija se mi zdi neumen, ampak recimo, da približno vemo, o čem govorimo, ne. Je tudi to v redu. Jasno, da je dobro se o teh zadevah pogovarjati, ne. Ampak tako, da zdaj vzameš robote iz vsega konteksta ven in začneš jih obravnavati kot neko strašljivo, neka bitja, ki bo zdaj tukaj neki novi neandertalci, ki se bodo začeli tukaj razvijati mimo homo sapiensa. Ne. To se mi pa zdi tak primitivizem, nekih brezveznikov, ki res ne vedo, zakaj gre. Ne. Mislim, to je pa ravno tisto. Ne. Zdaj, tisti, ki bi se morda lahko v to poglabljali, se ne poglabljajo, ne, z tega družboslovnega vidika, pa se pa najdejo neki napol politični karieristi, ki mislijo, da bodo s takimi akcijami dosegli nekaj pozitivnega za družbo, v resnici delajo pa neko totalno neumnost, ki samo provocira ljudi in potem vsi nekako vidijo o tem. Jaz praktično ne poznam več človeka, ki mi ne bi govoril o tem, da bi bilo treba robote obdavčiti. Ne. Nobeden pa v resnici ne ve, o čem govori. Ne. Se pa ta hiter tehnološki razvoj nekako bo odslikava tudi v prihodnjih generacijah. Zato je pomembno približati to področje tudi mladim. Ne? Menda se s tem naj jim bi postala tudi fizika in matematika, ne? Bolj privlačni, brez seveda teh dveh področji, tudi robotizacije ni. Ne? Kako vi kot profesor gledate na ta vprašanja in kako ocenjujete razmere pri nas in v tujini, kjer predavate? No, pred časom je bivši predsednik Weizmana, enega najpomembnejših svetovnih raziskovalnih inštitutov oziroma univerz, rekel, da v sodobni družbi moramo znati 3 jezike. Materin jezik, angleški jezik in matematiko. Matematiko mislim seveda ta tehniški jezik, ne čisto matematiko pač. Zdaj, kaj se dogaja v Sloveniji? Mislim, da se stvari počasi vendarle spreminjajo, vendar smo po osamosvojitvi sem imeli en kolaps na področju naravoslovja in tehnike, ker je ne vem odkot, zelo verjetno iz nekih političnih vizij, ki jih je imela Slovenija, prišlo, da so to neka neuporabna področja in da bodo ekonomisti Slovenijo potisnili na vrh sveta, in da bodo pač na ta način, da bomo uspešni. No, izkaže se seveda, da treba predvsem znati nekaj narediti, in to boljše kot vsi ostali na svetu. In da bomo na ta način tudi boljše in lažje živeli in da bomo bogatejši. In zdaj, če gledamo podatke, kar večkrat omenjam, samo na Ljubljanski univerzi je leta 1975 diplomiralo 50% inženirjev, danes jih pa nekaj več kot 8%. To pomeni, da imamo celo vrsto nekih neuporabnih intelektualcev, nažalost, pa nisem utilitarist, nasprotno. Zame so filozofi izredno pomembni, da ne bi kdo mislil,
Jaz bi si želel biti filozof v svojem življenju, ne, imel to sposobnost, bi jo zelo rad imel. Pač nisem, študiral sem druge reči, ampak se mi zdi, da neka uravnoteženost med intelektualci, ki jih proizvaja naša družba, da ta uravnoteženost nam umanjka, da nimamo dovolj inženirskih in naravoslovnih kadrov za uravnotežen razvoj naše družbe. Ne govorim samo o proizvodnji, ne govorim samo o industriji in gospodarstvu, ampak govorim o uravnoteženem razvoju, nekem stabilnem razvoju nekega znanja, skupnega znanja neke družbe. Ne. Tu Slovenija prav gotovo zaostaja. Tu je Evropa tudi zašla pred časom, vendar so se države, kot so Nemčija in še marsikatera, tega predvsem Skandinavci, ne, Švicari, pravočasno zavedli, ne, da je seveda pomembno, ne, kaj boš jedel nekoč. Ne. In da je zato potrebno imeti ljudi, ki znajo nekaj narediti in ne samo govoriti o tem, kaj drugi delajo. In zato so nekatere evropske države danes tako zelo uspešne in to prav omenjene. Predvsem skandinavske, Nemčija, Švica. Vzbujajo se na primer v Italiji, ki je standard, mislim, to je stoletna, ne, inženirska država. Ne samo Leonardo da Vinci, že stoletja prej. Ne. So bili Italijani vodilni, ali pa na tem področju so bili pač ta mesta vodilna na področju inženirstva. Še danes imajo Ferrari in tako naprej. Ne. Oni ugotavljajo, da je potrebna ta revitalizacija na področju naravoslovno-tehniških ved in vključevanje teh ljudi v družbeno odločanje. Ne. Pri nas smo, nažalost, pa če spet se vrnem na Slovenijo, pa ravno inženirje, naravoslovce pomaknili nekje čisto na margino. Ne. Malo so se sami zaradi tega, ker nimajo interesa, da blebečejo okrog vse mogoče stvari in politizirajo, pač raje delajo svoje delo, ampak malo pa zaradi tega, ker nas je tudi družba porinila na rob, ker je seveda težko, ne, da ti nek inženir reče, da ti nimaš pojma o tem in onem, kot sem jaz prej rekel. Ne, inženirji smo pač bolj neposredni in znamo stvari narediti. Jaz tudi, kot veste, večkrat ponavljam, da v Sloveniji ne potrebujemo kmečke zdrave pameti, ampak inženirsko pamet, torej kako stvar prijeti in narediti in ne debatirati, zakaj neka ideja ni dobra toliko časa, da potem dokažemo, da ni treba nič narediti. Zato seveda ob koncu vas še sprašujem, če se bo vaš odnos do tega hitrega tehnološkega razvoja, ki ga seveda spremljate v samem jedru, pa tudi kot recimo javnega intelektualca, tudi kot profesorja, kjer oblikujete mlade generacije in dajete neka nova znanja, kaj spremenil na osnovi vseh teh dilem, o katerih ste govorili, ki se vam porajajo? Ja, jaz smatram, da se kar spreminjamo, ne, s časom ugotavljam, kaj se dogaja okrog nas in želim to vrednost, se mi zdi, posebej poudariti tako pred inženirji, svojimi mladimi študenti, kot sicer pred ostalo javnostjo, ne, o pomenu inženirstva. Ne. Inženirstvo Slovenci imamo najpomembnejši Slovenci, če bi rekel popularni, je seveda Jožef Štefan. V vsaki šoli v svetu, v srednji šoli, v vsaki šoli ta trenutek poučujejo Štefanov zakon. To je bil Jožef Štefan, to je bil Slovenc. In on je bil prvi naš inženir tudi tako popularen, zato ker on je bil predsednik Elektrotehniške Evropske zveze, prvi predsednik Elektrotehniške zveze Evropske, ne? Torej je bil inženir in fizik. Torej, na področju naravoslovja in tehnike imamo v Sloveniji zelo bogato mednarodno pozicijo. Morda bolj kot na tem, kar mislimo, da smo pesniki. Ne? Nismo samo pesniki, smo tudi inženirji. In meni se zdi, da smo tukaj, zlasti po osamosvojitvi, sem to pozabili. In jaz to ponavljam. Ampak seveda inženir, ne, ni samo tisti, ki prime izvijače, ki privije, ampak je tudi intelektualec. To pomeni, da mora skrbeti za jezik slovenski, ne, da mora skrbeti za te družboslovne vidike svojega dela, ne, da mora se oglašati, da mora biti pač človek, ki razmišlja in biti aktiven član družbe. Ne rečem, da mora biti vsak politik, ne. Nasprotno, manj ko jih bo, bož bo. Ne. Ampak ta vloga inženirja v družbi se mi zdi, da je ključna in temu se mi zdi, da v zadnjem času dajem še največji poudarek, vsaj v odnosu do
lastnega dela in do svojih študentov. Hvala vam.